Lepo pozdravljeni na e-seminarju o zelenih delovnih mestih, ki smo ga pripravili v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta. Gre za projekt, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. V okviru projekta, ki je potekal od jeseni 2013, smo organizirali seminarje v vseh slovenskih regijah. Na njih smo z udeleženci raziskovali lokalne vire in potenciale za zelena delovna mesta, ki iz njih izhajajo. Govorili smo tudi o razvoju podpornega okolja in kdo lahko k njemu prispeva. Današnji e-seminar je namenjen predstavnikom vašega podjetja, ki se ukvarjajo s strateškimi in razvojnimi vprašanji, od vodstva, kadrovnikov, odgovornih za razvoj, kot tudi za gospodarstvo, okolje, komuniciranje. Namen seminarja je najprej prikazati, zakaj je pomembno za podjetja, da se usmerijo v zeleno gospodarstvo, nato pa definirati, kaj zelena delovna mesta sploh so, pogledati dobre prakse na različnih področjih ter predstaviti proces iskanja virov in potencialov za zelena delovna mesta v vašem podjetju ter definiranja potrebnih pogojev za njihov razvoj. Preden se ustavimo na ravni podjetja, poglejmo na zelena delovna mesta iz nekoliko širše perspektive. Zelena delovna mesta so v Evropski uniji vroča politična tema. Prepoznana so kot ena nosilnih strategij za razvoj pametnega, trajnostnega in vključujočega evropskega gospodarstva do leta 2020. Evropa in med njimi tudi Slovenija je namreč pred številnimi izzivi. Glede konkurenčnosti svojega gospodarstva, nezaposlenosti, predvsem med mladimi, uvozne odvisnosti pri preskrbi z energijo, stanja okolja in naravnih virov, zmanjševanja biotske raznovrstnosti. Kot dober gospodar išče razvojne strategije in mehanizme, s katerimi lahko sinergijsko in hkrati naslavlja več skupin izzivov, socialne, okoljske in gospodarske. Slovenija ima mnogo naravnih danosti, ki ponujajo izhod iz krize s spodbujanjem zelenega gospodarstva. Zeleno gospodarstvo je okolju prijaznejše in socialno vključujoče, konkurenčnost pa gradi na energetski in snovni učinkovitosti. Poleg tega smo kot članica Evropske unije zavezani k doseganju ambicioznih ciljev. Cilj na področju zaposlovanja je 75% zaposlenost do leta 2020. Obenem pa moramo doseči cilje tudi na področju inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja ter energije. Med ključnimi področji, ki bodo po predvidevanjih v prihodnje ustvarjali nova delovna mesta v Evropski uniji in hkrati naslavljali tudi naštete izzive, je prav zeleno gospodarstvo. Ampak kaj sploh so zelena delovna mesta? Kaj se v Sloveniji že dogaja na to temo? Kakšni so izkoriščeni in še neizkoriščeni potenciali? Čeprav obstaja že mnogo praks, ki podpirajo zeleno gospodarstvo, je prepoznavnost zelenih delovnih mest in razvojnih priložnosti, ki jih ta prenašajo, premajhno. In prav doprinesti k večji prepoznavnosti samega koncepta, kot tudi k prepoznavanju razvojnih priložnosti, ki jih prinašajo v okviru zelenega gospodarstva, je namen projekta Spodbujamo zelena delovna mesta. Prepoznavanje koncepta zelenih delovnih mest je nenazadnje zelo pomembno tudi zato, ker bodo za njihovo spodbujanje v prihajajočih letih na voljo različne spodbude, številne tudi iz evropskih skladov, ki jih velja v podjetjih dobro izkoristiti. Zakaj pa je pomembno za podjetja, da se usmerijo v zeleno gospodarstvo? Naraščajoče cene energentov in surovin ter nezanesljivost oskrbe z njimi, čedalje ostrejša tekma za omejene naravne vire in globalne podnebne spremembe, silijo podjetja k temeljitemu razmisleku o njihovih strategijah, aktivnostih in poslovni filozofiji za uspešen razvoj in ustvarjanje nove vrednosti. Postaviti morajo vrednost naravnemu kapitalu, kot sta na primer čist zrak in voda, in ponovno opredeliti način merjenja donosnosti naložb. Vključiti se morajo v nove oblike sodelovanja z odločevalci, nevladnimi organizacijami, pa tudi s konkurenti, strankami in partnerji. Take strategije bodo ustvarili bolj prožna podjetja, ki se lahko učinkoviteje odzivajo na krizna nihanja. Poleg tega pa da bodo podjetjem pomagala nasloviti največje družbene izzive in soustvariti boljši svet za vse. Podjetja, ki bodo bolje razumela, kako pomanjkanje virov in podnebne spremembe vplivajo na celotno vrednostno verigo, to se pravi od surovin do izdelkov in njihovega recikliranja, bodo v boljšem položaju za ohranitev ali povečevanje tržnega deleža.
Zmanjšanjem porabe energije in vode ali s prehodom na obnovljive vire energije se zmanjšujejo tako stroški podjetij, kot tudi občutljivost na zunanje dejavnike, kot so nepredvidljive vremenske razmere, naravne nesreče, razpoložljivost energentov in ostalih virov. Taka podjetja so na trgu bolj konkurenčna in odporna. Obenem se pa spreminjajo tudi potrebe potrošnikov, ki se sami soočajo z družbenimi in okoljskimi izzivi in zato iščejo nove rešitve. To so bolj okoljsko in družbeno odgovorni produkti in storitve. Podjetja, ki bodo ustvarjala proizvode in storitve za družbeno odgovorno in zeleno krožno gospodarstvo, bodo tako vstopila na ogromen in rastoč trg. V svetu omejenih virov in spremenljivega podnebja je usmeritev podjetij v zeleno gospodarstvo, ki naj temelji na partnerskem sodelovanju, nujna investicija v prihodnost podjetja in globalnega skupnega dobrega. Rezultat razvoja zelenega gospodarstva pa so zelena delovna mesta.